Naš oddelek, torej oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka, se ukvarja tudi z genetsko toksikologijo. Tam se ukvarjajo z takimi spojinami oziroma onesnaževalci, ki so v naravi, ki jih lahko vnese človek v naravo, ali pa so tam določeni toksini, ki seveda so nevarni tudi za zdravje. So pa v naravi tudi snovi, ki delujejo protirakavo. In ravno take antimutagene oziroma antikarcinogene smo začeli raziskovati že v rastlini, v hmelju, to se pravi v rastlini, ki je pravzaprav zelo podobna, neki podoben rod konoplje. Druga seveda je pa konoplja, in ko je pač prišla, so se pojavljale te vesti, me je začela zanimati literatura in pravzaprav me je navdušila, ker te substance, kanabinoidi in terpeni, ki so v konoplji ali pa njenih, rečemo, izvlečkih, preparatih, so močno torej protirakave na seveda celicah, kar smo preskušali sprva na samih izoliranih celicah. Danes to delamo rutinsko na celicah, ki jih pridobimo neposredno iz tumorja bolnika, to so primarne kulture. Primarne kulture vzgojimo matičnih rakavih celic. To so tiste celice, ki pravzaprav so izvor rakave tvorbe v kateremkoli tkivu. No, in zato so te tudi dobre tarče, so pa seveda najbolj obstojne za terapijo. No, mi smo ugotovili v naših raziskavah s kanabinoidi, da kanabinoid, kanabidiol, CBD, to je tisti, ki je najbolj poznan danes, mogoče tudi širši javnosti, zelo dobro deluje tudi na rakave matične celice. Pravzaprav niso nič bolj odporne, kakor pa druge celice tumorja, ki so bolj diferencirane. No, raziskave v svetu, mi smo tudi nekaj začeli že, so interakcije z kemoterapevtiki. In tudi na tem področju delamo skupaj z Onkološkim inštitutom na raku dojke, kjer smo tudi ugotovili, da pravzaprav kanabinoidi, kanabidiol in tudi delno THC ne motita recimo interakcij z zdravljenjem s tamoksifenom ali pa tudi nekaterimi drugimi kemoterapevtiki. Lahko jo celo izboljšajo. In podobno delamo mi na temozolomidu. Vidimo, da lahko zmanjšamo morda torej do določene mere količino temazolamida, kemoterapevtika. To je pa zelo pomembno, kajti kemoterapevtik ima stranske učinke, kanabinoidi pa ne, kot je znano iz velikega števila kliničnih raziskav. No, vrsto bolezni in simptomov, ki jih kanabinoidi lajšajo, je naštetih, to je vsaj enih 10 različnih bolezni, patologij, med katerimi lahko najprej omenim epilepsijo, otroško epilepsijo. No, druge so pa seveda lajšanje bolečin pri kroničnih vnetjih, revmatoidni artritis recimo, potem naj omenim tudi multipla skleroza. Opazujemo mnogo teh case studies, torej primerov na posameznih bolnikih, ki se na kongresih in v literaturi pojavljajo, tako da jim lahko verjamejo, so dovolj kredibilni, vendar zdravniki potrebujejo študije na 100, morda celo 1000 bolnikih, da potem statistično signifikantne rezultate lahko ven potegnemo. Na te še čakamo. Moje prepričanje, glede na vso prebrano in objavljeno literaturo, kolikor sem jo uspem slediti, je, da je tukaj precej velika bodočnost v tem in da bomo čez nekaj let lahko bolj zanesljivo govorili o zdravilnih učinkih, poznali bomo bolje mehanizme, čeprav molekularne poznamo, ampak sistemske mehanizme, kaj v celotnem telesu lahko kanabinoid povzroči.